Rok, do katerega morajo vsa motorna vozila v skladu z veljavno zakonodajo obvezno uporabljati zimsko opremo, je 15. november. Časa do takrat je še sicer teden dni, toda za varnost je boljše poskrbeti že prej. Če so razmere na cesti zimske, pa je potrebno opremo uporabiti pred zakonsko predpisanim datumom. In zakaj je še dobro, da vaše jeklene konjičke preoblečete čim prej? Ja, pa se izognejo gužvi stranke. Ko tudi takšno vreme je še, ko je najprej slabo, pa se ležejo gume zdaj montirajo, prelej se menja, tudi že zaradi varnosti je bokše že zdaj menjavati. Zjutraj da je še, ko ide dol rosa ali megla, že praktično zimska guma enkrat bokše drži kot paletna. Tudi kak sama struktura zimske gume, ne samo zaradi profila, ko bi bolje lovila, ona tudi ima čisto drugo zmes, ima tudi siliko, ima notri, ko je pri nižji temperaturi mehkejša, ker nasprotno letna, kako so temperature spadnejo po 5 stopinj, grad to trša. In te avtomatsko je spolsko. Kaj to pomeni v praksi, je verjetno zelo jasno. Hitro se namreč pripeti nesreča, saj razmere na cesti v tem času ne dovoljujejo eksperimentiranja. To se lahko pozna predvsem pri vožnji, kjer je več vijuganja. Fejs v ovinkah, najbolje pa še pri speljavanju pa pri bremzanju. Tam so pa razlike do 10 metrov zavorne poti. To je pa že lejko usodno za udeleženca nasprotnega ali pa za samega voznika na cesti. Pravilnik tako določa, kakšne morajo biti pnevmatike. Profil zimskih mora biti globok vsaj 3 mm. Saj zimsko gumo po snegi se vsak še pela 50 pa 60, kar se ne moreš niti pelati. Zimsko gumo je za cesto, ne za sneg. Na cesta se tako spluži pa se spuca, ampak ona je hladna švica in letna guma ni primerna za zimske razmere. Sam postopek menjavam gum ni gumo dati gor, gumo vzeti dol. Na koncu mi obvezno zahtevam, da vsako kolo pritrdimo tudi ročno na koncu, da ne ostane vse samo na mašini, ker je to najbolj sigurno in tudi boljše za navoje in za avto, da se ne poškoduje. Pomembno je tudi, da pri menjavi gum izberete kvalitetnega serviserja. Ne velja namreč varčevati pri stvareh, ki jih uporabljate vsakodnevno in lahko vplivajo na usodo vaših življenj. Z gumami je enako, raje kakšen evro več za več kvalitete in višjo stopnjo varnosti. Seveda, gume so med visokocenovnimi razredi in srednjimi majhne, po 20 do 30% razlike, ampak zavorne poti pa to so pa lahko tudi po par metrov razlike. Bistvo je to, da gumo v bistvu vozimo 5 let, če vzamemo malo boljšo, če vzamemo malo slabšo, je tudi tu že doba slabša. Tudi že prej trda grata, prej se obrabi. Tako na gumah se ne splača šparati, zato je to tudi edini stik s tečiščem in je lahko usodno za šofera. Za kakšno kvalitetno in cenovno vrednost gume se bo odločil šofer, je odvisno od vsakega posebej. Cenovni razpon je seveda različen. Tu najbolj standardno 15 cola je od 40 do 60 evrov, više cola, kako so tudi 16, tudi fejs standardno, to je pa tam od 70 do 90 evrov. Ceno imate, če pri nas gume kupite montažo, edino centriranje je za doplačati. Naš sogovornik pravi, da so zaupanja vredni. Dodana vrednost so prenovljeni prostori in sodobna oprema, ki dajejo zagotovilo za kvalitetno storitev. Seveda, imamo 3 bokse zdaj na novom, prej smo imeli samo enega pa enega zunaj. Zdaj imamo vse pokrito, skladiščenje imamo tudi za stranke, do 500 strank lahko skladiščimo gume in tako je dosti vse bolj lažje. Vrednote in vodila, na katera se zanašajo, so tradicija, imamo že 25 let, oče je že prej delal, jaz že zmeraj to delam, nič drugo nisem delal, pa imamo standarde, ko držimo, se izobražujemo z strani Michelina, velikih proizvajalcev, pač kvaliteta dela mora biti na visokem nivoju. Imamo stalno 7 zaposlenih, ki so pri meni, od tega so 3 mehaniki, drugače vsi montirajo že najmanj 5 let pri meni. Imam pa za sezono, pa vzamemo še vedno 2 ista,
ki sta drugače ukvarjata se s kmetijo, ampak prek pogodbe prideta do pomagati, ker to že delata več kot 5 let pri meni. Vsi izkušeni. Zadovoljstvo na podlagi kvalitetno upravljenega dela je tisto, kar si želi vsaka stranka. Nič drugače seveda ni pri izbiri avtoserviserja. Odločil sem se pa za njega zato, da so hitri, gledajo na vse napake na avto, cenovno tudi bolj so poceni kot vse posod drugje. Pa kaj bi še povedal, da bom ostal tu vedno. Ker dandanes vsi iščemo čim boljši izkoristek časa, si tega želimo tudi pri menjavi gum. A mnogi so lahko hitro nestrpni, zato v tem času, ko je več gneče, velja potrpeti. Tu en avto približno od 15 minut do pol ure. Najboljši pri nas je največ tak sistem, ko stranke pustijo avto pri nas in se cirka 2 uri vrnejo in je avto pripravljen za prevzem. Tak je najbolj pametno. Drugače se pa čakalna vrsta tam do 2 uri. Naročila nimamo, ker ne gre skozi, ker imamo samo 3 bokse in stranke tudi dosti starejših in se ne vejo prilagajati, ko bi se naročivali prek in ne gre. Tudi imamo tudi zmes pride, kakšen defekt pa treba delati, tako edino imamo, ko se pride, pa se počaka vrsta. Imamo tudi kafič poleg, no, imamo tudi brez žično internet, ki imamo novine in stranke se lahko udobno usedejo in počakajo, dokler avto ni končan. Prav tako kot pri ostalih stvarih se tudi pri menjavi gum najdejo tisti, ki pozabijo, ne želijo ali zgolj odlašajo. Pridejo decembra, ker se nimajo nekih poti, pa se tu vozijo, pa imajo notri verige, ampak jaz vseeno to ne priporočam, boljše čim prej, raj pred novembrom menjati, ker cestišča več za letne gume niso primerne. Nanizali smo vam več kot dovolj razlogov, da se čim prej odpravite do serviserja in zamenjate gume na vaših motornih vozilih. Ne pozabite, gre za vašo varnost. Življenje je preveč dragoceno, da bi se igrali z njim.